Poglejmo si dogodek, ki so ga ustvarili Mladi za mlade. Hospitalizacija subkulture. No, vedno ste v bistvu nekako ustvarila nocojšnji dogodek. Kaj mi lahko poveste o njem? Ja, bo Rado prvi povedal. V bistvu je to otvoritev razstave, ne? Sam smo s to razstavo hoteli povedati še marsikaj več, ne? Razen tega, da je samo razstava, ne? Smo dali tudi plac, da se malo poskejtano, da se malo poveže to razstavo s tem, kar razstava govori, ne? No, ti si pa pač avtor te razstave, ja, fotografske razstave, no, pa povem, kako je to nastajala, ideja, vse. V bistvu ideja je prišla dosti spontano. Jaz sem na začetku, ko sem razmišljal o razstavi, mislil nekaj kontra, sploh brez skejtanja, ampak je Rado prišel s to idejo, da bi se pač skejtalo v galeriji in je pač na koncu nekako bil to pač produkt tega nastajanja. Skozi 3 mesece se je konstantno spreminjala ideja in v bistvu do danes nismo točno vedeli, kako bo izgledalo, ne. Je bil to zate kulturni dogodek danes? Za mene je bil to en dogodek, ko sem skejtal in pa še prišel par folka in mi je bilo ful fajn z njimi skejtati. Zdaj pa, ne vem, lahko da je bil moj dogodek v moji kulturi ali ne vem, pač kakorkoli, ne vem. Kultura je tisto, kar si, tisto, kar iskren delaš, to je tvoja kultura. No, kako bi vedela definirala kulturo? Kulturo, kako bi definirali? Se mi zdi, da se ne da toliko na hitro to zdaj v enem stavku. Preširok pojem, da bi ti lahko to zdaj odgovoril. Kulturo, kako bi definiral? Ne vem, to pač je odvisno od vsega posameznika, ne. Zame je, na primer, kultura izražanje svojega lastnega mnenja, ne. Mislim, da lahko nekomu pokažem, kaj si pač mislim, kar vem in kar hočem izraziti, tisto, kar pač imam v glavi, ne. Kaj se vam zdi, kaj mlade privlači v kulturi in kaj jih odvrača? V bistvu odvrača jih definitivno pač neprivlačno propagiranje kulture, kakor nekaj, kar gledajo, za kar se zanimajo samo v bistvu po domače starci, ne. Kaj je bil to zate danes kulturni dogodek? Ja, če gledamo v bistvu je kulturni dogodek, ne, mislim, pač razstava, pa vse, pa tudi v bistvu kot skejtanje samo, pa to. Tako da ja, je kulturni dogodek, ne, nekako. Ja, ko so zraven še slike, pa tako se sprehajaš, pa gleda, kako on skejta, pa vidi slike, tako, wow, to je pa on, pa ful je dober, ne. Tako da ja, se mi zdi kulturni dogodek je to za me. Kaj vam misli, da mlade privlači v kulturi in kaj jih odvrača? Ja, mislim, da mladi odvrača od tega to, ker se jih starši že, mislim, ker jih pač šola že pač prisilno vajajo na te dolgočasne predstave, ne. Na primer privlača jih pa kakšne take smešne, ne, take vsakdanje predstave, ne. Poulične, na primer, so zelo tako, improv lige, na primer, je dosti. V Kreatoriju pogosto nastopajo tudi zunanji izvajalci in profesionalni ustvarjalci, ki jim je pomembno doseči in pritegniti mlado občinstvo. Ena izmed dobro sprejetih predstav je bila tudi predstava Tristan Vox, avtorja Petra Kusa. Se mi zdi, da je tako možnosti in priložnosti za mlade, da se udejstvujejo v kulturi dovolj v Sloveniji. Ja, seveda, mislim, se slovenske kulturne, mislim, umetniške produkcije v Sloveniji ogromno, ne. Danes, ko smo imeli mi tole predpremiero, je verjetno še kakšna v Ljubljani, ne, kaj šele v drugih krajih Slovenije, ne. Tako da ja, možnost je neskončno, ne. Res pa je, da mogoče na Slovenskem dajemo prevelik poudarek tej elitni kulturi, da gre za to preveliko znanja in te zelo zanimive neodvisne ustvarjalnosti jo je premalo oziroma ne pride dovolj na plano, tako da bi jo tudi pač širše število mladih opazilo, ne. Kultura je nekaj, kar je duša vsake nacije. In vsi, ki smo soudeleženi v kulturnem snovanju, pravzaprav ustvarjamo nek prostor, v katerem lahko živimo in dihamo to, kar smo. Današnja družba oziroma današnji mladi, zadnjič sem slišal na avtobusu, niti ne vejo, kdo je bil Tito, se sprašuje, če je bil Tito res tisti, ki je ustvarjal pionirje, to sem slišal. Skratka, današnja mladina je preveč narcisoidna, preveč vase smerjena in logično, da ne vidi nič drugega, kot pa svojo potrebo po neki zadovoljevanju
potrošniško potrebo. In veš, da pol je malo težko karkoli drugega videti okoli sebe, kjerkoli umetnost, kakšno kulturno dediščino zasledovati pa krasno. Jaz mislim, da mlade zelo privlači kultura. Predvsem bi pa radi v kulturi aktivno sodelovali, ne? Mladi ljudje imajo ideje, imajo neke želje, imajo neke vizije. Ne bo to, se vidi tudi na glasbenih področjih in tako, ampak tukaj je pa premalo posluha, ne? Tukaj ni prostorov, ni organiziranih obiskov, ni neke široke scene za mlade. In to bi morali pravzaprav zelo hitro se potruditi pa vzpostaviti. A pa mislite, kaj mlade odvrača od kulture in kaj jih privlači? Najbrž tisto, kar kultura ima lepega in finega in zanimivega, je treba podati na način, ki bo pač mladim blizu. In tudi kakšni najbolj zamorjeni teksti imajo vse kakšno iskrico humorja ali pa nekaj, kar bi se dalo aplicirati na teme, ki mlade zanimajo, in kadar se stvar prilagodi na ta način, je lahko najbrž tudi zanimiva. Zimo bo naredila še eno kombinacijo. 3, 4, odklon stran, predklon, zasuk levo, izklon in odklon stran. Odvrača jih neka, kako bi temu rekel, akademizem na eni strani, skratka vsiljevanje nekih umetniških, ne vem, kriterijev, neke estetike skozi šolo, skozi starše, skozi razne inštitucije. Zato, ker mislim, da mora pač vsak najti sam tisto, kar mu paše. No? In ravno kreativnost je verjetno v umetnosti pač tisto, kar jih privlači. Ne? Imate vi kako idejo, recimo, kako bi mladim približali kulturo? Jaz mislim, da je tako večinoma so te poti, ki se jih lotevajo v šoli, ne, ko pač pod prisilo naženejo otroke v razne bonmaje in tako naprej, da niso ravno dobre. No. Tako da, ne vem, jaz bi se mogoče tega lotil, kaj pa vem, skozi kakšne bolj manjše projektne skupine, skratka, da ne gre zdaj cela šola prisilno v Galusovo zasest Galusove dvorane Cankarjevega doma, ampak da se ne vem, skoordinirajo, združijo pač učenci po interesih in pač grejo poslušati, gledati tisto, kar jih zanima. Ne. Ena najbolj odmevnih predstav letošnjega leta v Kreatoriju je bila predstava Odtenki, istoimenske mladinske skupine iz Celja. To ni bil slučaj, saj je bila predstava na Državnem festivalu mladinskih gledališč Vizije 2006 v Ptuju proglašena za najboljšo slovensko mladinsko in gledališko predstavo. Za mene je kultura ali pa umetnost, zdaj to govorimo zelo tako brez veze na splošno, ampak jaz, ko delam, ko ustvarjam, je za mene pomembna strast, motivacija, želja, motiv povedati nekaj. Pa ful verjamem v teamwork in predvsem, da čarovnija nastane takrat, ko se začnejo ljudje povezovati, ko začnejo skupaj ustvarjati. Jaz sem Alen Podlesnik, naše delo je, bom rekel, nekaj zelo posebnega, nekaj, kar v bistvu še nisem videl nekjer drugje in odlikuje pač to ena posebna energija, ki je pač treba doživeti, da lahko vidiš kakšno eno. Kaj pa se ti zdi, da je kulturnih prireditev tako v Sloveniji nasplošno dost? Jaz bom rekel, da je kulturnih prireditev verjetno dost, ampak ljudje pač ne vejo, da so in je pač to, bom rekel, za pač specifične kroge ljudi, no, pač nekateri se udejstvujejo na en način, drugi pa druge in tudi spremljajo nekateri te stvari, nekateri pač druge. No, tako da. Kaj pa misliš, kaj mlade privlači k kulturi in kaj jih odvrača? Odvrača jih verjetno prav ta specifika kulture, no, ta neka posebnost, da jo ne razumejo, privlači pa pač nas recimo, no, ta energija na odru, možnost, da se preklopiš na neko drug jaz in pač se izražiš na odru. Mislim, da je to. Ne mislimo kar oditi.
Ne, meni se zdi, da mlade privlači k kulturi prvič, če lahko sami sodelujejo, tisti, ki jih seveda to zanima, ne. Drugič, če je kultura dosti dostopna, zato ker jaz vem, da to mogoče se sliši ful brez veze, ampak jaz sem doma na neki taki lokaciji v Sloveniji, ki nisem imel niti priložnosti hoditi, neki ful po predstavah, ne. In s tem, ko ti hodiš na kulturne prireditve, na ples, na gledališče ali pa na delavnice, kjer sam sodeluješ, s tem oblikuješ tudi sebe kot osebo. Včasih se mogoče gremo malo preveč elitistično kulturo, ne, kar pomeni, da to ni bila elitistična kultura, da mislim, da so neke stvari same sebi namen, ne. Saj to tudi lahko obstaja, ne, umetnost zaradi umetnosti same, ne. Me pogrešaš? Pogrešam ne, je preteklo. Zelo rad pa grešim. Ja, jaz mislim, da mladi je ena velika napaka, to mogoče, da recimo v vseh izobraževalnih ustanovah, pa tako, sicer kultura je danes nekaj, kar vsi spodbujajo, se pravi pozitivno, vse splošno. Ampak mogoče je narobe to, da recimo ne znajo mladim neki pravi luči predstaviti. Recimo v srednji šoli, ko se začnejo brati kakšni literarni teksti v tem smislu, v tej kulturi, ne vem, mladi pač nimajo nekega prostora, da bi dojeli tisto večplastnost, ne, ker vsak najde nekaj zase, tako kot v naši predstavi, lahko dojameš, ne vem, razne finte, te skečne prizore kot nekaj čisto banalnega, take kot so, lahko pa v njih najdejo tudi predvsem starejši nekaj višjega, nek filozofski smisel. Ja, jaz mislim, da predvsem recimo vsaka šola, srednja šola recimo na tej stopnji bi mogla imeti eno svoje šolsko gledališče, zaradi tega, ker se je prav, da se pelje, ne vem, dijake vsako leto na nek abonma, nekaj resnega gledati, dramo, karkoli, to je prav, da spoznajo ta svet. Ampak vseeno je pa tista neka navezanost med prijatelji, recimo, pač gledati sošolca, ne, v predstavo, to je še zmeraj nekaj najlepšega in najbolj posebnega, ker pač pridejo sošolci sprva zaradi tega, ker jih zanima, ker je radoveden, ne, kaj zdaj to počnemo. Ampak mislim, da je to ena dobra osnova, da sploh pridejo v gledališče, ker mnogo jih pač iz otroštva ni navajenih starših hoditi v gledališče.